Za nami je prvo soočenje županskih kandidatov v Mariboru, pripravila ga je lokalna televizija BK TV. Kot prvi so mnenja soočili aktualni župan Saša Arsenovič, nekdanji župan Franc Kangler, kandidat Gibanja Svoboda Vojko Flis, kandidatka LPR Lidija Divjak-Mirnik, kandidat SD Boštjan Klun in kandidat SLS in Naše dežele Miha Recek. Ostali kandidati so bili precej kritični do vašega dela. Ja, po pričakovanju, ne? Vsi za enega, eden za vse. Mislim, vsi proti enemu. Ne? Najprej treba umakniti župana, da bo več prostora za nove kandidate, ampak jaz mislim, da bodo ljudje ko bodo v tisti kletki škatlici znali spomniti, kakšno je bilo mesto 2018, kakšno je danes. Rezultati so tukaj, vizija jasna, o tej žal nismo nič govorili, govorimo samo nečem proti. Upam, da bo kakšno soočenje, kjer bomo govorili tudi o prihodnih 4 letih. Veste, ste bili pa svoje še najmanj kritični do aktualnega župana? Veste, jaz gledam na prihodnost, ne v preteklost. In mene zanima prihodnost Maribora. V Mariboru smo navajeni, da dosti kritiziramo, velikokrat pa premalo naredimo. Jaz pa želim za Maribor veliko narediti. Ko govorimo o načrtih, je potrebno pripeljati v mesto vsaj 2 programa. Eden je zagon ekonomsko-socialnih programov iz Evropskega socialnega fonda. Tam je rezerviranih 80 milijard sredstev za evropske socialne stvari. Potem pa tukaj so še obzorja, kjer smo en steber, to je odličnost v znanosti, že pripeljali v Maribor, to sta programa Persist in Kosmartaj. V drugih 2 stebrih, to je globalna povezanost pa kompetitivnost evropskega gospodarstva, pa nismo napravili preprosto še nič. Zdaj pa sociala in gospodarstvo gresta skupaj in prav zaradi tega, ker so proračuni tukaj napeti, imamo izkušnje, kako iz teh 2 evropskih stebrov neposredno, ne preko države, črpati denar za mesto in mesto se mora odpreti seveda Evropi. Jaz sem zelo jasno v moji najavi kandidature povedala, da verjamem, da bomo v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti za 3 stvari poskrbeli. To je, da bodo vse mestne četrti varne, da se bodo ljudje počutili varne v njih, da bodo čiste, urejene in da se bodo pravično razvijale. Namreč naša hiša, Mestna občina Maribor, temelji in stoji na 17 stebrih oziroma vogalih in kot mati županja bom to tudi storila, podpirala vseh 17 vogalov naše hiše, ne samo enega, tako kot je to bilo zdaj v tem mandatu. Jaz sem strašansko kritičen človek in verjetno sem v svojih očeh največja polomija. Na srečo smo imeli ob tem neko anketo, ki je kazala na nekoliko boljšo uvrstitev, zato sem tudi malo potolažen. Želel bi si več dialoga in pogovora na teh soočenjih. Vsebinsko so bila postavljena prava vprašanja, ali se je mogoče preveč pogovarjali o preteklosti, pa premalo o prihodnosti? Da, s tem se moram strenjati. In ne samo, da smo se pogovarjali o preteklosti, kaj je kdo kdaj naredil, ampak smo se predvsem ukvarjali s napačnimi potezami enega posameznika, ki je seveda aktualni župan in menim, da bi bilo morda dobro dati priložnost načrtom, pogledom, razmišljanjih o Mariboru in tako naprej. Jaz upam, da bo še več teh soočenj z nekimi drugimi temami, ki so vsekakor še bolj pomembne, kot so bile te in na koncu z svojim nastopom in prav tako z nastopom samih kandidatov sem bil zadovoljen. Bila je korektna borba, korektno soočenje, nekaj podlih udarcev seveda padlo, kar je tudi prav na teh volitvah. Vseeno je to kruha in iger v Mariboru, tako da sem zadovoljen z svojim šovom.